V Mestni galeriji Ljubljana se predstavlja z obsežno pregledno razstavo akademski slikar Silvester Plotej Siko. Razstava je zelo skrbno načrtovana, tudi sistematično in pa natančno urejena v svoji postavitvi, nekako sledi 40-letnemu delovanju avtorja. Tako da prve slike, ki jih je ustvaril še v študentskih letih, so že na razstavi, torej sredine 80-ih let in pa vse do najnovejših slik, ki so nastale v letošnjem oziroma preteklem letu. Razstava seveda je prilagojena Mestni galeriji in iz opusa, več kot 1000 del, ki jih je avtor do sedaj ustvaril, smo nekako zbrali tista dela, ki najbolj prezentirajo njegovo poetiko, njegove značilnosti likovnega ali vizualnega jezika in postavili razstavo v naših prostorih, tudi na stopnišču, tako da nekako si sledimo, ko stopimo v galerijo v zadnja dela, ki jih je ustvaril v tem času in potem postopoma se vračamo nazaj v njegova začetna dela. Zato tudi naslov razstave Kako sanjati nazaj, namreč, tako kot sam avtor pravi, na nek način, ko ustvarjaš, gledaš nazaj, delaš pa za naprej oziroma za ta trenutek in pa naprej. Tako nekako, kot če bi plaval nazaj, v bistvu se pa giblješ naprej. Če pogledamo nekaj značilnosti avtorjeve vizualnega jezika, njegove poetike, so to zagotovo zelo močna, izrazita barva, kjer prevladujejo toni, kot so magenta, pa rumena, pa oranžna, pa seveda zelena. In tudi nekatere stene so pobarvane v tej barvi, ki ga najbolj reprezentira, prikazuje njegove glavne likovne značilnosti, kot so tudi naslov na kubizem. Pravzaprav lahko skozi njegova dela sledimo določenim izmom, določenim segmentom, določenim smerem celotnega modernizma 20. stoletja. Tako lahko začnemo pri kubizmu. Imamo elemente nadrealizma, pa informela, pa seveda pop arta, ki je zelo močno vplival na njegovo delo. Mene je v bistvu zelo fascinirala v 80-ih letih nova podoba. Nova podoba se mi je zdela zelo pomembna. Zato imam recimo v tisti najstarejši sobi, gor imam ene slike, ki so prav povezane z novo podobo, recimo Užareno sonce v Vilfanovi pizdi, to je sama podoba iz leta 87, kjer sem v bistvu videl samega sebe že kot nekega takega, kako bi temu rekel, obstranca ali pa outsidera, tako kot je bil Jernej Vilfan, recimo, če se ga kdo še spomni. Jernej Vilfan je bil pisatelj in pesnik in slikar nove podobe. In jaz sem te slike proučeval in v bistvu takrat se je odprlo neko okno za to igrivo, za ta humor v tistih 80-ih letih, ki je v bistvu potem dosti hitro zginil, no. Ne vem točno razloga, zakaj, ampak se mi zdi, da nova podoba je odprla neko nišo posebno, nek izhod iz tega modernističnega, resnega principa, da se je pojavilo tudi lahko drugačno slikarstvo, slikarstvo, ki je pripovedovalo neke zgodbe, ki je bilo bolj, se pravi, v smislu človeškega potenciala. To mi je manjkalo in jaz sem temu sledil. Tako da ta moja 80. leta so bila zaznamovana z novo podobo in jaz moram reči, da na nek način tudi nadaljujem še v teh slikah ta potencial nove podobe, ki se je takrat sprožil. V nekaterih delih in tudi v nekem trenutku njegovega ustvarjanja je izpostavil zanimivo besedno igro ali kombinacijo punk, kubizem, se pravi na eni strani nek upor, odpor do trenutne likovne umetnosti, tistega trenutka, ko je ustvarjal, in hkrati malo tudi nakazuje ta naslon na seveda kubizem, ki ga je v svojih delih, kot sem že omenil, najbolj izpostavil ali pa je mogoče na njega celo najbolj vplival. To je v bistvu opus, ki sem si ga zmislil pred parim leti, tam okoli leta 2020-2021, kjer sem to formo kubistično še posebej izpostavil močni barvi in ta struktura je dobila še nek potencial, še dodaten z barvo, z teksturo, z vsebinami. In izumil sem en svoj jezik in tudi nočem, da me drugi opredeljujejo kot nekega modernista ali postmodernista, ampak se sam sebi imenujem kot punk kubist, tako da sem si dal sam sebi neko etiketo, ne da mi jo dajo drugi. In hotel sem biti tudi v bistvu v teh mojih izjavah slikarskih v bistvu drzen in tak sproščen, kreativen, ne da čakam, da mi drugi
predlagajo, kako bi mogel izgledati slikarstvo, ampak sem ga jaz v bistvu ustvaril en svoj slog slikarstva. Te svoje vizije nekako sledim. Na tej razstavi je to zelo lepo prezentno. Določeni cikli, ki so v sami razstavi in v galeriji, nekako prezentirajo tudi tiste snovi ali vsebine, katerim se je avtor tudi najbolj posvečal. Na nek način so to določeni omaži, naprimer medijskim podobam, znanim ljudem iz filma, iz glasbe, skratka tistim, ki so vplivali na njegovo ustvarjanje, njegovo miselnost, njegovo razumevanje umetnosti širše ali pa tudi likovnega jezika nasploh. Potem so tu serije, ki se nanašajo tudi na razmerje ali odnos umetnika, njega samega, znotraj družbe, znotraj odnosa umetnik, družba, umetnik, likovno delo in pa njegova prezentacija v javnosti in hkrati življenje umetnika znotraj družbe, kako se sploh lahko preživljaš z slikarstvom danes. Namreč Siko je svobodni ustvarjalec in mu seveda slikarstvo pomeni tudi preživljanje ali življenje. Siko je tudi pesnik, na razstavi imamo izbrane samo 4 pesmi, drugače je napisal veliko več. Pred leti je izdal pesniško zbirko, pravkar izdaja še drugo pesniško zbirko. Pesmi se navezujejo na razmišljanje, na motive, na temo in hkrati tudi na slike, ki jih potem nariše. So neka priprava, bi lahko rekli, na njegovo likovno, vizualno razmišljanje, so pa seveda tudi samostojna pesniška literarna dela, ki nosijo v sebi neko njegovo osebno izpoved, tako kot tudi slike nosijo v sebi njegovo osebno izpoved in osebno razumevanje likovne umetnosti danes. Siko je tudi seveda izrazit figuralik, za razliko od avtorjev v sredini 80-ih let, ki so se v tistem času naslonili na tako imenovano bolj intimno umetnost, na umetnost, ki je imela naziv sublimno, pa je Siko v tistem času, kjer figuralika ni bila popularna ali moderna, ustvarjal likovna dela z poudarkom na figuraliki in to je neko vodilo, ki ga tudi še danes drži, tako da na eni strani močna barva, izrazita, temperamentna močna barva, kar je sicer osnova abstraktne umetnosti, ampak v to barvo se vključujejo predmeti, ljudje, figure, skratka svet, ki nas okroža, prepoznaven svet, ki nas okroža in nekako pomeni enega najbolj izrazitih slovenskih figuralikov danes sploh. V začetku 90-ih let sem nekako razmišljal o slikarstvu tako, da bi ohranil figuraliko. Bil sem mogoče eden izmed teh protagonistov, ki sem se zavestno odločil, da ne bom slikal abstraktno, ker dosti mojih kolegov so ustrajali v tej neki sublimni abstrakciji, jaz tega nisem počel. In recimo že na razstavi Izkušnja predmeta leta 1989 v Moderni galeriji sem bil najmlajši avtor in sem razstavljal figuralne slike. Sicer so bile pod vplivom recimo temu Informela, veliko sem uporabljal materialov, recimo značilna slika iz tega časa je triptih I like Madonna and she likes me, kjer sem uporabil zelo veliko materialov, tak informelovski pristop sem imel, ampak v bistvu sem ohranil figuro tako malo pod vplivom Francisa Bacona, triptih, 3 pogledi na ljubljeno osebo, če hočeš. Tako da sem v bistvu bil na nek način zelo drugačen. In zavestno sem ohranil to držo še naprej skozi desetletja, v smislu tega, da sem vedno ohranil stik z figuraliko, stik s človekom. Meni se je zdela abstrakcija tako utojena od človeka. V bistvu se mi je zdela, da ta abstraktna forma, da postaja preveč dekorativna. In sem čutil potrebo, da v bistvu ves čas ohranjam neke zgodbe, nek stik z pop kulturo. Bil sem tudi eden izmed začetnikov, mogoče celo pionirjev, ki sem dejansko veliko črpal iz pop kulture, se pravi iz mode, iz fotografije, proučeval sem modne kreacije, čevlje, imidže ljudi, filme, zelo veliko sem črpal iz fotografije in sem v bistvu komentiral družbo skozi pop kulturo. To se mi je zdelo, v bistvu, da se tukaj zelo veliko dogaja v pop kulturi, mogoče celo več kot kje druge. In to me nekako spremlja do danes, mogoče so teme zdaj mogoče tudi bolj osebne in tako naprej, ampak neka ta nit, rdeča nit pa se ohranja skozi to mojo
obsedenost z fotografijami, s podobami, lovim neke podobe, sem neki zbiralec podob, tako nekako, in jih komentiram in jih v svoj slikarski opus noter vklapljam. Tako da boste videli v bistvu na razstavi ogromno teh filmov, recimo potem fotografov, recimo eden takih diptih je Nobuyoshi Araki, en fotograf, ki mene zelo navdušil za svojo motiviko, za svojo energijo, za svojo obsedenostjo z medijem, ne. Jaz sem res v bistvu posvetil, se pravi, tukaj gre za 40-letni opus slikarstva, res sem posvetil, tako kot recimo Araki, sem posvetil svoje življenje slikarstvu in poeziji, ne. In dejansko samo to počnem. In tudi na tej razstavi se lepo vidi, kako sem jaz v bistvu ves čas bil aktiven tudi v smislu tega, da so slike našle svojega kupca, ne. Slike so v privatnih zbirkah, večinoma vse. Moram se pohvaliti, da imam zelo veliko zbiralcev, kar se mi zdi tudi eden izmed v bistvu pogojev, da lahko ustvariš kot nek svobodni slikar ali pa umetnik, kar hočeš temu reči. Zdaj, v tem zadnjem času so se pojavili mogoče novi motivi, nov motiv je recimo ta sova, bela sova, ne. Pač imel sem določene probleme z očmi in ko sem te probleme z očmi rešil, so se mi pojavile te sove kot nek simbol, bi rekel, te jasne percepcije, jasnega videnja, nek simbol tudi mogoče novega upanja, v bistvu dobil sem drugo priložnost, da lahko spet ustvarjam, a ne. Potem so se pojavili tudi te rože, recimo teli žafrani. Žafrani zato, ker so mi bili vedno v tistih pač težkem obdobju, so mi bili nek znanilc te pomladi, nekega novega začetka, nekega novega rojstva, ne. In so se te žafrani kar pojavljali v slikah in sem jih kar nekaj časa v bistvu vklapljal v te svoje, v bistvu sicer navidezno abstraktne slike, ampak s tem, ko sem dal noter cvetje, so dobili čisto neko drugo konotacijo. To so bili eni motivi, potem veliko sem črpal tudi iz zgodnjih kubističnih slik v bistvu Picassa. Čist tistih zgodnjih 1907-1908 je slikal neke take čudne pokrajine, ki so bile v bistvu začetek kubizma in te slike sem jaz proučeval in se dostikrat pojavijo neki taki čudni hribi s to jasno geometrijo. To izvira iz Picassa. Seveda so te slike bolj barvite, ne, ker tiste začetne slike Picassove so bile zelo zadržane v smislu barve, a to je pa tak punk kubizem, o katerem sem ravno prej govoril. Morebiti je zanimivo tudi izpostaviti to, da na mnogih delih imamo tudi besedne intervencije. Včasih je to že tudi potem naslov same slike. Res treba biti pozoren pri naslovih, ker so nekateri zelo poetični. Siko je namreč tudi pesnik med drugim. Torej naslovi so zelo poetični, zelo povedni in za seboj nosijo ali pa v sebi nosijo neko zgodbo, neko navezavo na motiv, na vsebino, na nek koncept trenutnega razmišljanja, ki okupira avtorja. Zato je potrebno tudi paziti ali pa biti pozoren tudi na besede, na segmente stavkov, ki so napisani na njegovih slikah. V vseh teh delih njegovih lahko čutimo tudi en poseben strasten in srčen naklon do likovnega metjeja nasploh, se pravi navdušenje nad podobo, navdušenje nad življenjem, ki ga obkroža in nek pozitiven odnos do tega življenja, kljub časom, v katerem živimo in so pretežno temačnejši, si je avtor nekako zamislil vstop v pomlad za močno barvno energijo in vstop v življenje za to močno barvno energijo. Tako da zdi se mi, in tudi menimo pravzaprav, da je v teh delih polno življenja, polno energije, polno spominov in polno določenih navezav in s tem tudi asociacij na trenutke, na okolje, ki nas obkroža in pa na njegovo likovno delo, ki je zelo prepoznavno in sam menim, da so te slike njegove blizu ali pa niso blizu, se pravi nekega umestnega razumevanja ali pa naklonjenosti ni. In tudi, če še opozorim še nekaj, avtorja poznam že iz zgodnjih 90-ih let in lahko izpostavim to, da je bil vedno srčen v tem smislu, da ga je zanimalo dogajanje na področju umetnosti, zanimalo ga je ustvarjanje tudi njegovih sovrstnikov, soumetnikov, sledil je temu, imel do tega tudi nek odnos, hkrati pa neko posebno tudi
prijetno držo, razumevajočo držo do vzporednih ustvarjanj v okolju, v katerem živi, torej v okolju Ljubljane in širše.